Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Kadarkoli jaz govorim o narcisih ali drugih toksičnih osebah, poskušam v videu vedno povedati, kaj je tisto, zaradi česar imajo tako moč, oziroma kaj lahko naredimo, da gremo ven iz tega. Ta video bi posvetila prav temu, kako se mi lahko pomagamo, oziroma katere so tiste stvari, ki nas vedno znova in znova potegnejo nazaj. Narcisi so božanski. Noben moški in nobena ženska ni tako simpatična, tako odprta, tako dobra, tako wow, kakor so ravno ti ljudje. Dobesedno nas prevzamejo, dobesedno jih občudujemo. Imamo jih za kaj občudovati, zato ker so briljantni na vseh življenjskih področjih. In takšna oseba nas vzame za prijateljico, takšna oseba nas vzame za partnerko, takšna oseba nas ljubi in ljubi nas zelo močno in ljubi nas zelo globoko in ljubi nas za vedno. In ko to vzamemo vase, ko dobimo to, po čemer smo tako dolgo hrepeneli, česar smo si tako želeli, ko smo dobili partnerja, ki je presegel vsa naša pričakovanja, ki se sprašujemo, kaj sploh vidi v meni, kako je sploh lahko mene izbral pri tolikih drugih, boljših, lepših, bolj postavnih, ne vem kakšnih ženskah. In prvi dnevi, prvi tedni, prvi meseci so super. Že v prvih mesecih pride do ene par stavkov, ki jih preslišimo. Začnemo se prilagajati, ne da bi to vedeli. Ima naporno službo, rabi čas zase, je navajen drugače, kot jaz delam, ne smem biti preveč zahtevna in tako počasi zleze pod kožo. Zelo težko je povedati tisti moment, kdaj je tista prelomna točka, ko pozabimo nase in se ukvarjamo samo še z njim. Zaradi tega, ker to so take malenkosti, ker tudi če bi si jih jaz napisala, ali pa če jih nekdo pove, lahko drug zamahne z roko in reče, lej, se to ni nič tacga, saj to vsi govorimo, to je normalen način. Pač povedal ti je, da nisi v redu, povedal ti je, da hoče drugače, povedal ti je pač, da nehaj težiti, nehaj biti toliko zahtevna, nehaj toliko pričakovati. In tako kot je puščava sestavljena iz puščavskega peska in en puščavski pesek, se sploh ne vem, kako naj to prav povem, če bi ga mi pogledali, ga skoraj ne vidimo. Ampak milijarde in milijarde teh tega drobčkanega peska ustvari celo puščavo, ustvari sipine, ustvari puščavski vihar, v katerem se lahko izgubimo. In točno tako, iz takih malenkosti, iz takih drobnih stvari je na začetku ustvarjen odnos. In kasneje se to vse stopnjuje, ampak takrat smo mi že tako globoko noter, da ne znamo več iz tega. Zakaj? Zato, ker mu je uspelo zmesti naš notranji kompas, uspelo mu je zmesti, kaj je v redu in kaj ni v redu. Uspelo je zmesti temu to, da mi nehamo razmišljati o tem, z mano ni toliko narobe, kolikor on meni to govori. Jaz govorim o moških, pa so toksične tudi ženske. Ampak ostanemo zdaj pri moških, zato ker pač je lažje povedati samo v enem spolu. Jaz sem v zadnjem mesecu ali pa mesecu in pol dobila ogromno mailov. Vse so bile ženske.
In nobena od teh ne želi, da delim zgodbo. In zgodbe so boleče. Zgodbe so grozne z eno besedo. Ampak kaj je rdeča nit teh zgodb? Rdeča nit teh zgodb je bolečina, žalost, trpljenje in brezizhodnost. Noter je en kup nemoči. In toksična oseba poskrbi, da se počutimo nemočno, da se ukvarjamo s tem, koliko sem kriva, kaj lahko naredim drugače, kako naj se boljš potrudim. Kar je zanimivo, je to, da ji uspe, narcisu vedno znova uspe ustvariti vtis, da se gre za nas, čeprav se gre za njega. Vedno znova zna obrniti stvari na nas, čeprav hoče on ali se izživljati nad nami, ali sprostiti svojo jezo, nezadovoljstvo, nesramnosti, ustvarja dramo, zato ker on uživa v tem, da lahko pripoveduje, da lahko poučuje, da lahko rešuje, da lahko pomaga in da lahko nagaja in ponižuje. Čisto vsa paleta je zajeta v tem, kaj narcis ali oziroma toksične osebe počnejo. In zato temu rečemo manipulacija. Zato, ker zna zamegliti problem in najdeti nek problem v nas, s katerim se mi ukvarjamo. In kaj mi naredimo? Takrat, ko je zelo hudo, se sploh ne znajdemo, ker v množici besed, v tem preskakovanju iz teme na temo, iz krivde na ostala čustva, se tako hitro dogaja, da težko sledimo. Vmes je en kup žaljivk, zbadljivk, nesramnosti, poniževanja. In ko to mine, moramo mi priti k sebi. In kako mi prihajamo k sebi? Težko. Tako da najprej jočemo, smo žalostni, smo obupani, smo nemočni, ne vemo, kaj narediti. Ponoči sanjamo, podoživljamo ponoven prepir. In naslednje jutro in čez 2 dni nekako počasi pridemo k sebi. In takrat se začnemo spraševati, kaj se je pravzaprav zgodilo, kako naj jaz naredim, da bo drugič drugače, kako naj se jaz popravim. Pa presneto, saj sem bila res netaktna, saj sem bila res neustrezna, saj sem res rekla to in to, kar ni res. In smo absolutno strogi do sebe. Popolnoma popolni bi mogli biti, če bi hoteli videti, da ni vse na nas. In popolnoma popoln ni nihče, nobena oseba ni popolnoma popolna. To sem zdaj 3-krat ponovila. Zakaj? Zato, da boste slišali. Ni vam treba biti popoln. Dovolj je, da ste dovolj dobri. Lahko se zmotite, lahko ste tudi vi slabe volje, lahko imate tudi vi nižji tolerančni prag. Ampak vse to ni vzrok za te burne, nesramne, ponižujoče reakcije. Vedno znova, narcis ali pa ostale toksične osebe uspejo potencirati to, kar ste ali pa smo naredili, in zmanjšati to, kar počne sam. Jaz nisem imel druge možnosti, kot da te udarim. In tudi ko udari, še ni dovolj. Ja, jaz sem kriva, saj sem res preveč jezikala. Saj res ni bilo dovolj pospravljeno stanovanje. Saj nisem pravočasno skuhala. Sem premalo solila. So otroci preveč kričali.
nismo naredili tistega, kar je rekel včeraj, da moramo narediti. Ampak, a veste, kakšne malenkosti so to? To so vsakdanje stvari, ki se dogajajo v vsakem zakonu, kjer se dogovorimo, kjer se pogovorimo, kjer povemo, kjer ni treba zatrepetati, preden bo prišel domov, kaj bo spet narobe. Ni treba gledati po stanovanju, ali je vse na svojem mestu, da mu bo prav. Ali sem pravilno postavila sesalc na svoje mesto, ali pravilno stoji cev od sesalca, ali so pravilno zložene obleke na obešalniku, ali je brisača na ta prav način obešena na kljuko. To so malenkosti, zaradi katerih se sploh ne bi smeli pogovarjati. Ampak iz takih malenkosti nastane cel vihar in teh viharjev je preveč. Te viharji se ponavljajo in se prilagajamo in se trudimo in smo ranjeni. In zdaj kako ven? Kako ven iz tega, če se skozi ukvarjamo s tem, kako narediti, da mu bo enkrat prav, kako mu ustrešiti, ker to, kar je bilo včeraj dobro, danes ni več prav. To, kar je bilo včeraj v redu, je danes narobe. Vedno znova jaz govorim, da se obrnete vase in nase. In kaj to pomeni? To pomeni, da ustavite misli takrat, ko začnete premišljati, kaj se je zgodilo, kaj je rekel, kako je rekel, ko vedno znova in znova podoživljate. Veste, v našem nezavednem, kjer se to dogaja, ni prostora in ni časa. In ko se mi to spominjamo, naše nezavedno doživlja to tako, kot da se to zdaj dogaja. In misli, te procese ustavimo tako, da začnemo misliti na drugo misel. In ta misel naj bo nežna, ne pozitivna. Ta misel naj bo nežna. Druga zadeva, kar je mi razumsko, čustvenih stvari ne moramo rešiti. Mi ostajamo v takšnem odnosu, ne zato, ker smo neumni, ampak zato, ker je nekaj v nas, kar nas sili, da ostanemo v tem odnosu. In to, kar nas sili, je ponavadi upanje, želja po bližini, po ljubezni, varnosti, vrednosti. In so ženske, ki so dovolj močne, da se uprejo nasilju, da se uprejo in takrat pride do prepira in drug na drugega kričita. Ampak nič ne rešita. Govorita en čez drugega, govorita hkrati in nič ne rešita. So ženske, ki se odločijo, da bodo odšle iz zakona in tudi odidejo, ali pa iz partnerstva in tudi odidejo. Ampak čez 4 tedne, 6 mesecev so nazaj. Zakaj? Zaradi tega, ker niso bile čustveno pripravljene. Zato, ker je v njih še vedno upanje, da se bo spremenil. Ampak toksična oseba, pa ne gre za narcisa, ne gre za histrionika, ne gre za mejno osebnostno motnjo, se ne spremeni. Ne spremeni se. In to je težko dojeti, ker ljudje rabimo upanje. Poleg tega pravijo, da človek ne sme nikoli obupati, da mora vedno in znova poskušati. Ampak tukaj smo mi fokusirani na eno samo osebo. To je točno tako, kot bi vi dan za dnem hodili k nekemu drevesu in čakali, da bo to drevo postalo srna. Popolnoma enako je. Ne glede na to, kako vi to drevo objemate, zalivate, gnojite, skrbite zanj, ga negujete, mu prigovarjate, bo drevo še vedno drevo. Nikoli ne bo postal srna, še manj pa ježek. Se pravi, prva stvar je, da nehamo podoživljati. 1500-krat bo v glavi
prišla misel in spomin. In si rečete, ne bom mislila na to, ne bom. In najdete nek stavek, hvala, na varnem sem, vse bo v redu. Nekaj, ali pa si zapojte neko pesem, da ustavite to misel. Druga zadeva, kar je to, da se vprašate, kako se jaz počutim ob njem. Če se počutite prestrašeno, če se počutite nemočno, potem z notranjim otrokom ta občutja spremenite. Jaz vam zdaj ne morem povedati postopka, je opisan na moji spletni strani. Posneti so posnetki. Če hočete si sami pomagati, imate na YouTubeu ta posnetek. Ampak stvar je v tem, da z notranjim otrokom, notranji otrok niste vi. Notranji otrok je del nas, ki tako čuti. In na ta način mi spreminjamo občutja, čustva v nezavednem. Z razumom jih ne moremo spremeniti. Mi lahko vse razumemo, vendar še vedno ne moremo čutiti, ne bomo čutili drugače. Lahko se obvladamo, ampak bomo še vedno čutili tako. In ko greste čez ta proces, ko predelate nemoč, potem pride verjetno ven jeza. In za jezo je enak postopek. Jezo je treba predelati v sebi, ne zunaj sebe. In tudi zato sem naredila posnetek. In ko te dve čustvi, nemoč in jezo, zmanjšamo do te mere, da jih obvladamo, da nista več na prvem mestu, takrat pridejo šele druga občutja, od sramu, osamljenosti, nevrednosti, krivde, zanikanja, upanja, strahu. Jaz sem jih zdaj naključno naštela. Ne pridejo vsa po tem vrstnem redu, tudi nekatera so pri določenih osebah bolj izražena, nekatera manj. Ampak na ta način se mi iz osredotočenosti nanj osredotočimo nase. In ne zapuščajte toksično osebo v afektu. Ne zapuščajte jo, ko niste čustveno pripravljeni. Ne vzgajajte jo z odhodom. Zaradi tega, ker boste prišli nazaj in boste še na slabšem. Druga stvar je, kar je, da mi toksični osebi vse verjamemo. Verjamemo, kaj on misli o nas in verjamemo, da smo mi takšni, kot on reče. In temu ne smemo verjeti. Verjamemo tudi, da ko nam grozi, da bo odvzel otroke, da jih ne bomo videli nikoli več, in to vzemite zelo resno. In ko dvomite o tem, kako bojo razumeli razni terapevti in socialni delavci na Centru za socialno delo ali pa sodniki in sodnice, takrat vzemite to zelo resno. Zaradi tega, ker on bo blestel, lahko tudi ona. On bo blestel. In vi se boste še vedno ukvarjali, ali sem bila dovolj poštena, pa saj to, kar je rekel, to je res. In ko boste vi poskušali nekaj povedati, bo zminimaliziral, bo rekel, da delate dramo, da pretiravate, da se to se je zgodilo samo parkrat. In kako mi tukaj dobimo nazaj moč in kako mi dosežemo to, kar mi hočemo doseči, dosežemo na ta način, da sebe noter okrepimo, da začutimo, da smo dovolj močni, kljub temu, da nas je dobesedno potolkel, da začutimo svojo vrednost. In to se da narediti v procesu z notranjim otrokom, ampak ne v eni uri. To je proces, ki traja pol leta, 1 leto, 2 leti. Ampak kaj sta 2 leti, kaj je 1 leto proti ostalim 30, 40 letom, da se lahko rešite teh oseb? Ker vi lahko, če boste imeli srečo, vas bo pustil on.
pa boste 6 mesecev prihajali k sebi, od žalosti, od groze, kaj se je zgodilo, pa ste imeli neskončno srečo. Ampak bo prišel naslednji, ki bo lih tak, samo obraz bo drug. In te stvari, pri teh stvarih jaz ljudem pomagam. Zaradi teh stvari jaz pišem knjige. Vse 3 moje knjige so napisane na približno enak podobno temo. Se pravi na temo odnosov, kaj je v meni, kaj jaz prispevam v odnos in kaj ni moje. Kaj jaz lahko spremenim in kje lahko rečem stop. V prejšnjih videih sem že omenila en stavek in to je, da si vsak ne zasluži druge priložnosti. In to ni stavek, ki je zrasel na mojem zelniku. To mi je rekla ena pametna, sposobna, mlada ženska, ki je zapustila enega zelo toksičnega narcisa. Ona je prišla do tega, da nekateri ljudje si ne zaslužijo druge priložnosti. Zdaj pa vi poglejte, koliko priložnosti ste vi dali svojemu partnerju, ste vi dali svoji prijateljci, ste vi dali svoji sodelavki, ste dali svoji mami, svojemu očetu, svojemu bratu, svoji sestri. Koliko? Ne vem. Ampak vsak človek ima nekje neko mejo. In ta meja je, ko rečem dovolj je. Ali je dovolj in gremo ven iz tega, ali je dovolj in zbolimo. Jaz nočem ustvarjati v vas strahu. Tudi ko govorim o tem, da je nekaj v nas, da pristajamo na vse te manipulacije, na vse te zlorabe, s tem druga oseba začuti krivdo, pa ne gre za krivdo. Jaz nočem sporočati ljudem, da so krivi. Jaz jim hočem sporočati to, da imajo možnost, da nekaj spremenijo. Da samo takrat, ko boste nekaj spremenili v sebi, se bo spremenilo navzven. Kar pa ne pomeni, da bo on postal princ vaših sanj. In groza pred zapuščanjem je v ljudeh zelo velika. Ampak ljudje prihajajo v naša življenja in tudi odhajajo. Ampak hkrati prihajajo nove osebe, nove ljudje, ki so prijazni, ljubeči, potrpežljivi, prijazni. Skratka, ne vem, če sem povedala to, kar sem želela, da se vas dotakne. Dovolj je, če se vas dotakne en sam stavek, ena sama beseda. Poskrbite zase, zato niste egoisti. Zacelite rane in rane lahko zacelite z notranjim otrokom. In to ni otrok, ki ga vi najdete in ga tam nekje pustite. Če se vam v odrasli dobi zgodijo hude stvari in če živite z narcisom ali če ste v odnosu z narcisom, potem se vam to dogaja zdaj, potem je notranji otrok odrasla oseba. Notranji otrok je samo izraz. Lahko mi napišete vašo zgodbo, vprašanje. Bom prebrala, bom odgovorila. Poglejte mojo spletno stran slišana.si. Delite ta video, če vam je všeč, naročite se na moj YouTube kanal. Poskrbite zase. Poskrbite zase. Vredni ste, zaslužite si, imate to pravico. Imejte se radi, kmalu se spet slišimo, srečno.